knjiga na nek način spremlja vsakega izvajalca, vsakega tistega, ki se odloči za Tai Chi Chuan in ga opozarja na pasti, s katerimi se bo srečal, ko bo vadil Tai Chi Chuan. Nekako mu želi povedati, da ni vsak poskus, neuspešen poskus napaka, ampak da je to samo nekaj na poti k uspehu. To je mogoče poanta te knjige. Ker mi smo dostakrat grobi do sebe in vsak poskus se reči, joj, to je pa narobe, to in potem se ustrašimo in nočemo več stvari početi. Tukaj pa nekako upozorim, kaj se bo dogajalo, s čim se bo srečal, na kakšen način boš to premagal in vsaj tisti, ki so že osnutek te knjige brali, so bili navdušeni. V knjigi so tudi opisane kakšne vadbe? Je ena forma, 13 korakov. Dostakrat se zgodi, da te nekdo vpraša, kaj pa počneš, in rečeš, ja, Tai Chi, kaj pa je to? In potem se odločiš izvesti Tai Chi in to traja in nikogar več ne zanima. Ta forma 13 je pa ravno tako dolga, traja tiste 3 minute, da lahko pokažeš, kaj počneš. Kaj je bistvo tega? Tako. In v bistvu se kasneje odloča za daljše forme, ta je pa res neka taka demonstracijska demo verzija. Ja, to je moja že 9. knjiga, 3. iz področja Tai Chi Chuana, ostale so bolj namenjene karateju oziroma samoobrambi. Mogoče knjiga, ki se od prejšnjih razlikuje v tem, da so bile prejšnje nekoliko bolj tehnični priročniki, mogoče so se bolj naslanjal na druge avtorje, v tej sem pa nekako želel pokazati samega sebe. Zato tudi naslov Izziv notranje igre. Gre za tiste dve zgodbi o dveh jazih. Eden je tisti, ki že vse zna, iz preteklosti, nekaj, kar smo podedovali, in tisti drugi, kar se mi naučimo sami s svojo pametjo. In zdaj, kako kombinirati dva. Največkrat nas ta intelektualni jaz ustavi, reče, dej, pazi, kako boš naredil to, dej, in te hoče preveč nadzirati. Jaz pa želim ravno to, da bi bil ta intelektualni jaz tisti, ki me usmerja in da zaupam telesu, da zaupam njegovi izkušnji, ki je že nekako prenešena v ta naša telesa.